Živijo, lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Poglejte, kak hud kaktus sem kupil v Lidlu Slovenija. Res imajo hude lončnice, pa tele rezano cvetje. Tistega ne jemljem preveč, ker imam rad v loncu. Ampak kaktus sem pa vzel zato, ker bomo danes pripravili tak prav karibski, tropski kolač. No, tudi ananas bo šel noter. Ki se imenuje kolibri kolač. Da gremo kar peči. Pravkar so mi iz režije sporočili, da kaktus mora biti ne raste v tropih ali na Karibih. Jaz ne vem, te dejstev ne bom preverjal. Če sem vas zavajal, se opravičujem. Jaz bom pa vseeno ta kaktus obdržal, ki mi je lep. V večji skledi premešamo moko, sodo bikarbono, kardamom, cimet in sol. V posodo mešalnika dodamo ananas, kar iz konzerve. A ste vedeli, da če uporabite surov ananas, ta zelo na neprijeten način reagira z mlečnimi izdelki in zelo rad zagreni. In tudi zato mi uporabljamo danes ananas kar iz konzerve. In ko dodajate to zadevo noter, ne dati sam koščkov ananasa ali pa sam tekočine, dajte obojga pomalo. Se upravičujem, ne vem, zakaj mi je to tako smešno. Obojga pomalo. Dodamo še koščke banan in vse zmešamo v gladek pire. K pireju dodamo rjav in navaden sladkor. Prilijemo še olje. Dodamo jajca. In kislo smetano. Samo še vaniljev ekstrakt dodamo v skledo in imamo praktično pripravljen tale naš kolibri kolač. Dodali bomo pa potem, ko tole zmešamo, še grobo nasekljane ali pa lahko tudi kar cele orehe oziroma mi bomo dodali pekane. K masi dodamo nasekljane pekane in primešamo suhe sestavine. Vse dobro premešamo. Vse, kar moramo narediti, je tole maso za kolibri kolač vliti v pekač. Jaz sem vzel 22x22 cm kvadratni pekač. V redu bo pa tudi, če vzamete 20x30 cm. Dajte ga sam malo namastiti, pa peki papir na dno, pa takole ob strani, da boste lažje vzeli ven potem, ko bo pečen. Zdaj pa to sam ulijemo noter in damo v pečico. Kolač zdaj prestavimo v pečico. Pekli ga bomo brez ventilacije pri 175 stopinjah Celzija. Pečemo ga od 50 minut do nekje 1 ure. Pri 50 minutah začnite preverjati pečenost kolača. Je pa res zelo sočen kolač, tako da ne se bati. Peč malce, ne.
Pečen kolač ohladimo in pripravimo kremo. Zmešamo mascarpone, kremni sir, in sladkor v prahu. Dodamo vaniljo in premešamo z mešalnikom. Po potrebi lahko dodamo še malo mleka. Kolač po potrebi izravnamo. In ga premažemo s kremo. Kolač je zdaj res končno pripravljen in ga lahko že kar kot takšnega napademo. Lahko ga pa tudi malce zdekoriramo. Jaz bom za dekoracijo uporabil pekane, ki so seveda tudi notri v kolaču in pa eno prav posebno zadevo imam. In tole so rožice narejene iz ananasa. Ne boste verjeli, to se naredi pa tako, jaz sem to že nekaj časa nazaj naredil in sem imel ta prver shranjeno. Skratka, naredi se tako, da ananas res na čist tanke šnitke narežemo, lahko tudi na salamoreznico, če jo imate, posušimo zadevo in potem damo na peki papir in pečemo v pečici 120 stopinj, tam nekje od pol ure, pa tudi do 2 ure lahko traja, odvisno, koliko je vaš ananas sočen. Ko je dovolj suho in še toplo, lahko pa to rožico oblikujemo in postavimo v modelček za mafine, potem pa ostane takšnale. A ni hudo? Vse, kar je preostalo, je to, da ga še okrasimo. In postrežemo. Dober tek.